Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Zakorakali smo v drugo polovico meseca maja in poletje se hitro približuje. A mi se bomo v tokratnem Belokranjskem obzorniku najprej ozrli v čas prvomajskih praznikov. V pozdrav 1. maju so tudi letos v številnih belokranjskih krajih in večjih vaseh zagoreli kresovi. Največ ljudi pa se je zbralo na Črnomaljskem kozjem placu. Tamkajšnji kreskoti so namreč že 13. leto zapored pripravili veliko kresovanje. Mi smo jih obiskali že dan poprej in si pri dnevni svetlobi ogledali lepo zložen, dobrih 10 metrov visok kres, ki pa je bil letos nekaj metrov nižji kot lani. Malo je bil problem zaradi okvirov, ker potrebujemo sušice oziroma potrebuješ debelino. Za noter je bil pa preveč materijala, ker so tudi ljudje pripeljali, kar nismo mi vedeli, in so pripeljali preveč materijala. So pa ta material porabili za pripravo še 2 manjših kresov, ki so ju na veselje otrok dan pozneje prižgali že popoldne in tako pripravili kresovanje za najmlajše. Nekaj minut pred našim prihodom so na prizorišču kresovanja postavili tudi 30 metrov visok mlaj. Verjetno tam od leta 50 naprej ni bilo niti eno leto, da nismo v našem tem, bi rekel, kozjem placu postavljali mlaja. To delo pa je domena starejših krajanov, so nas poučili. Nekdaj so ga seveda postavljali ročno, zadnja leta pa si pomagajo stroji. No, to smo že kar nekaj let, kar ga postavljamo na istem mestu in smo jamo zabetonirali, tako da ga je v zemlji 2 metra, da je povsem varno, tudi se pravi, da je stabilen. Mlaj bi bil lahko tudi višji, a večjo smreko je po vijugastih cestah težko spraviti iz gozda, pravijo mlajarji in ponosno dodajajo. Naš produkt so tudi kreskoti, oni so naši sinovi. In mi smo iz tega postavljene mlaje prerasli tudi v kresovanje. Nanj so se kreskoti tudi letos dobro pripravili. Najpomembnejši je seveda kres, ki je zagotovo najlepši v Beli krajini. Mislim, da morate razširiti svoje obzorje, mislim, da je tudi najlepše v Sloveniji. Se upam staviti, izzivam se. Samo zlaganje je trajalo tako 2 dni, drugače material se je pa vozil že dlje cajta. In kaj je najpomembnejše pri zlaganju kresa, kakršnega postavljajo črnomaljski kreskoti? Ja, najpomembnejše je, da prvo zbereš recimo deblejše od spodaj, te sušice, ko mi pravimo, da deblejše od spodaj pa vrezovanje. Vsako sušico je treba pravilno zarezati in tako utrditi ogrodje kresa, v katerega potem zložijo še drugi zbrani material, izključno ekološki. Odkar sem jaz tukaj, teh 13 let, tudi enkrat nismo nobene gume, nobenega bencina, olja, nič takega, kar bi škodilo naravi ali okolju, polivali. Da pa se ne bi zgodilo, da kres prezgodaj zagori, ga kreskoti kar nekaj dni in noči skrbno čuvajo. Čuvamo ga vsak dan, vsako noč, celo noč. Tukaj imamo postavljene take kar orang fante, tako da se skoraj da ne bi smelo zgoditi, da ga kdo zakuri. In ga ni. Na predvečer 1. maja je bilo vse nared za pričetek veselega kresovanja. Ko se je stemnilo, so ga pričeli ne z govori, pač pa s pesmijo Devojčic zelenega Jurija. Medtem ko so dekleta pela, pa so se fantje lotili skrbno načrtovanega prižiga več kot 10 metrov visokega kresa. S pripravljeno žerjavico so hkrati na 4 koncih prižgali kres in plameni so se hitro dvignili visoko v nebo. Lepo ga je videti. Krasen kres, fej so se potrudili. Lepo je videti nekaj takega. Lepo, sploh je lepo zložen.
Drži, koliko sem videl do zdaj, so to samo kupi nametanega vejevja, ne pa pošteno zložen, ker je tako kot tukaj. Naši črnomaljci znajo to najlepše narediti od vseh, kar jih vidimo okoli. Kreskoti pa niso poskrbeli le za kres in živo glasbo, ob kateri so se zabavali Belokranjci vseh generacij. Veliko dela so imeli tudi s strežbo hrane in pijače, pri čemer seveda ni šlo brez deklet. Ne, to ne bi šlo. Delati pa misli, če zraven, ženska roka mora biti obvezna. Dejansko še nimamo imena, ne. Ženske predstavnice še nimamo. Pravijo, da smo kresne, ne, ampak mi se s tem ne strinjamo, tako da še skozi iščemo neko varianto. Kaj bi bile, ne? Zbiramo predloge. Kljub temu, da še nimajo imena, pa so enakopravno sodelovale pri pripravi kresovanja. In kaj motivira mlade črnomaljke in črnomaljce, da se že 13 let trudijo pripraviti veselo kresovanje na Kozjem placu? Druženje, predvsem druženje. Ekipa je fantastična, vedno je veliko zabave in prav lepo je videti, ko pride takšna množica in se zabava ob te naši stvaritvi. Najbolj zanimivo je to, ko pride toliko ljudi, ko je zabava do jutra, se pleše, zabava, pogovarja in to je najbolj zanimivo. Kresovanje pa je bilo očitno zanimivo tudi za otroke, ki so se zabavali po svoje. Kurimo kres. Tukaj bo nastal kres? Aha. Kako se pa naredi kres? Lepo iz takih velikih palic, pa iz trave, iz sena. Nekaj debelih palic so našli in postavili temeljni okvir za kres. Kaj boste pa dali noter? Travo, pa flis, pa fajercak, pa ogenj. Pa še tako, še suho travo. Aha, pa bo gorelo. Ja. Za prihodnost kresovanja na Kozjem placu se torej ni bati. V prvomajsko jutro so se Belokranjci prebudili z budnicami tamkajšnjih godb. Mnogi, predvsem iz metliške občine, so praznik dela izkoristili za pohod in druženje na Krašnjem vrhu, kjer je potekala osrednja občinska proslava ob 1. maju. Metliški planinci so že 11. leto zapored pripravili prvomajski pohod iz Metlike oziroma Suhorja do njihove postojanke na najvišji točki v metliški občini in letos se ga je udeležilo zelo veliko ljudi. Nekateri so prišli tudi z druge strani Gorjancev. Naporno? Ne tako hudo, vroče je že. Odlično je šlo. Ja? Super, smo navajeni. Zelo lepo vzdušje, šli smo peš sicer iz Radovice, srečali ogromno pohodnikov, vsi dobre volje. Nekateri so se uspeli na Krašnji vrh zaradi gibanja v naravi, drugi zaradi druženja in tradicije. Zato, ker je praznik dela, prosti dan. Zaradi druženja in zaradi samega 1. maja, običaja, ki je enkrat bil za delavce pomemben. Pa upam, da bo še. Ja, vzdušje bi bilo boljše, če bi bila tudi vlada malo poskrbela za to vzdušje. Žal so delavci zelo prikrajšani, tako da praznujemo vseeno, ampak nekaj bo treba narediti. Slavnostni govornik, metliški župan Darko Zevnik, je ob delavskem prazniku čestital, kot je dejal, vsem delavcem, ki nimajo računov na Cipru. Delavcem, ki niso krivi za krizo, ki pesti Slovenijo. Marsikaj ni prav, treba bo začrtati nove poti, je poudaril Zevnik in ocenil, da je kljub vsemu letos vzdušje na Krašnjem vrhu boljše kot lani. Ja, letošnji 1. maj je za razliko od lanskega res malce več optimizma videti pri ljudeh in pričakujejo določene spremembe. Vsi upamo, da smo krizo dosegli, da smo dosegli dno te krize, čeprav glede na trenutno stanje v našem gospodarstvu, še posebej v Beli krajini, ne vidimo nekih velikih svetlih točk, vendar pravijo upanje umre zadnje in moramo upati, moramo se boriti naprej. Zanosa, nekdaj tako značilnega za delavski praznik, pa na Krašnjem vrhu ni bilo čutiti. Praznik dela? Danes ne delamo, drugi dan pa fajn delamo. Danes ni več tako, kot je bilo. Upajmo na boljše čase. Letos prvič je na prvomajsko druženje na Krašnjem vrhu 12 Metličanov, udeležencev letos ustanovljene tekaške šole, tudi priteklo. To se pravi cirka 9 do 10 km. Malo smo hodili, ki je bilo hudo, strmo smo hodili, drugače smo pa tekli in smo prišli za uro 10 minut. Tako da jaz mislim, da bojo Metličani in Belokranjci videli, da je tek zdrav
in da se splača dati nekaj na svojo počutje, na svojo rekreacijo, ker to ni samo matranje, to je uživanje. Letos jih je 12, kako pa teki pri nas zaživijo, sem prepričan, da naslednje leto bo vsaj 50 tekačev. Ne le hoja, tudi tek postaja zelo priljubljen med Belokranjci. Smo priča temu vsako leto, več ljudi teče, več ljudi daje na svoje zdravje, na počutje in smo tudi za Športna zveza, tudi ja pa Tomaž Žabčič smo šli z namenom letos učenje šola teka učenje, pravilno dihanje, pravilno sploh se pripraviti na en tek od opreme do tega. In imamo, recimo, zdaj so naši rezultati dela šole, so že letos vidni. Tudi metliški planinci, ki imajo na Krašnjem vrhu svoj planinski dom, ocenjujejo, da se ljudje vedno več gibljajo, kolesarijo, tečejo in hodijo, o čemer priča vedno večji obisk v njihovem planinskem domu. Moram reči, da res ta dom dobiva neko svojo vsebino in postaja zmerno bolj priljubljen. Zlasti ob koncu tedna je ogromno pohodnikov, ki pridejo. Imamo kar nekaj poti, tako da se lahko različno svoji sposobnostim prilagajajo. V minulih letih so planinci lepo uredili Krašnji vrh, na katerem stoji tudi razgledni stolp, s katerega je zelo lep razgled. A za vsemi deli v njihovem planinskem domu še niso končali. Zdaj urejamo ležišča v nadstropju pod Srešna. Naslednja naloga, ki je zelo pomembna, je sanitarije, moramo res urediti. Počistilno napravo postaviti dela ne bo zmanjkalo, dodaja Krašovec, zadovoljen, ker se je prvomajskega druženja na Krašnjem vrhu udeležilo tako veliko ljudi. Za kulturni program na slovesnosti so poskrbeli mladi talenti iz glasbene šole Andreja Bajuka. Med prvomajskimi prazniki je bilo živahno tudi na Mirni gori, najvišjem belokranjskem vrhu. Mi smo se sicer tja podali 2. maja, ko ni bilo najlepše vreme, a Mirna gora kljub temu ni samevala. Organiziranega pohoda, ki so ga 2. maja tradicionalno pripravljali črnomaljski planinci, letos sicer ni bilo. Kljub temu smo pri planinskem domu srečali kar nekaj ljubiteljev narave. Med njimi Zakonca Brajkovič. Mi dva sva vztrajna, dejansko nam je to prišlo v kri in vreme nam ni nobena ovira. Izogibava se edin, če je kakšne grmenje, treskanje, tudi v dežju, v megli, v snegu, v mrazu. Mi dva sva tukaj. Ja, pogosto. Vsaj 3-4krat, najmanj pa 2krat na teden. Lansko leto pa je Irena zabeležila rekordno število vzponov na Mirno goro. Ja, lani je bilo posebno leto, lani kar 200krat. Tudi v planinskem domu smo srečali pohodnike, ki ne glede na vreme radi prihajajo na Mirno goro. Zato je lep kraj, lepa tura, kratka, ker ni tako dolga, ker je zdaj že smo v letih, pa ne moram daleč prideti več. Ma noge bolijo. Vzpon na Mirno goro pa ni prenaporen, ravno prav, da se malo razgibaš in naužiješ čistega zraka, dodaja Knezova. Smo šli izražati, že dež padal, ampak smo rekli greva, makar če gnojne vile padajo, bomo šli do vrha, pa mogoče mokre nazaj prideva, vse imamo za preobleči. Jaz sem že kar dost prehodil, no, sicer sem malo prekinul, kar 21 let, no zdaj pa kar hodim. Hodim zato, ker mi je narava všeč in dokler še lahko bom izkoristil te trenutke. Zelo radi, bom rekel, tudi hodimo že leta gor, tako da z veseljem. Pridemo občasno, sicer bolj poredkoma, bi lahko malo večkrat, samo upamo, da bomo zdaj, imamo dogovor, da bomo malo večkrat šli. Jaz sem stalni gost in obiskujem Mirno goro že iz mladosti in ima en pomen Mirna gora, ker ljudje ne vejo toliko. Prej je bila na slabem glasu, zdaj, ker sta pa ta dva lastnika, jih moram pohvaliti, je pa hrana, postrežba, tista družabnost, ki se zdaj dogaja gor, še prej ni pred 200 letami. Zadovoljna je tudi Marina Vrečar, ki je skupaj s partnerjem pred dobrima 2 letoma prišla iz Ljubljane in prevzela dom na Mirni gori. Čeprav smo imeli še eno izbiro, dom na Bohorju, pa je bila težka odločitev, veste. Sam je ta koča zelo lepša, pa Bela krajina je tudi lepša.
Vrečarjeva je prva najemnica planinskega doma na Mirni gori, ki se ne pritožuje, da je slab obisk. Zelo sem zadovoljna s temi strankami in s pohodniki, so naši stalni gostje. Razen zdaj zima nas je pa malo, 4 mesece nas je malo ubil, ampak se je sonček pokazal, je čist drugo. In tudi 1. maja, ko je sijalo sonce, je bila na Mirni gori prava gneča, pravi Marina. Res zelo velika, zmanjkalo nam je hrane že ob 1 popoldne. Nakuhali smo vsega, kar je bilo možno res, a ni se dalo, res se ni dalo. Ja, nismo mogli ni postreči, en po drugemu so hodili, res. 1048 metrov visoka Mirna gora postaja vedno bolj priljubljena izletniška in pohodniška točka, pa ne le za Belokranjce in Dolenjce. Od vsepovsod prihajajo, nekateri tudi prespijo v domu. Pozna se, da Slovenci vedno raje hodimo in planinarimo. To je verjetno najcenejši šport, kar je, ne? In ljudje gibljajo in hodijo in kolesarijo in vse, ne? Ker se vidi, da ni toliko, da je recesija, da ni toliko denarja, da ni za na morje, da ni za ne vem kam, za v tujino ali karkoli, pa greš pač, pa da si glavo spočiješ, pa greš malo v hrib, ne? V letošnji zimi, ko je bilo ogromno snega, so na Mirno goro prihajali le najbolj vztrajni, predvsem domačini. Kakor hitro pa je posijalo sonce, se je povečalo število planincev in pohodnikov, pravi Vrečarjeva. Recimo Mirna gora je sigurno eden takšnih zadev, ki je zelo primerna, ne terja veliko časa, vzpon je primeren za vse, s tem izboljšamo svoje zdravje, kondicijo. Brajkovičeva, ki veliko hodita, se sicer podajata še na druge vrhove in planine, a se vedno rada vračata na Mirno goro. Najraje na Mirno goro, to je nekako naš hišni hrib, hišni vrh, drugače pa tudi čez vikende pa dopuste preživljava tudi drugod, v glavnem po Sloveniji, po hribih. Mirna gora pa nam je najbolj pri srcu kot domači hrib. Vleče, to pride s poni. Brez tega potem ne gre. Večkrat, ko greš, večkrat moraš iti. Veliko pohvalnih besed pa smo od planincev slišali tudi na račun ponudbe v planinskem domu na Mirni gori. Najemniki so enkratni, lepo skrbijo za dom in seveda tudi za vse planince, ki prihajamo tukaj, ponudba hrane, pijače in tega je enkratna. Ja, naša specialiteta je gobova juha pa ajdovi žganci, ne? To imamo neko tradicijo. Sicer pa kuhajo enolončnice, ki zelo teknejo planincem. Zelo cenjene so tudi sladice iz njihove kuhinje. Palačinke so nekaj posebnega, ne vem, kaj vam narečem, vsak prav, kaj je noter. Pa ni nič noter, samo ena stara ponev je, tako da je mehka, ne? Ker na novi ponvi je palačinka, ki je podplat. Prijetno vzdušje v planinskem domu in pred njim vabljive vonjave iz kuhinje, glasno ptičje petje in cvetoča narava, vse to je prevzelo tudi nas in ker nismo se mogli posloviti iz Mirne gore, na katero vodi več bolj ali manj napornih planinskih poti. Pa tudi tisti, ki do planinskega doma pridejo z motorjem ali avtomobilom, lahko na vrhu uživajo v naravi in v lepem razgledu daleč naokrog. Da je gibanje v naravi zdravo, tega se torej zaveda vedno več ljudi. Še vedno pa se mnogi ne zavedajo, kako pomembno se je vključiti v program Svit, ko ste povabljeni. Zato bomo prihodnje minute namenili prav temu programu, katerega glavni cilj je zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Minulo soboto je promocijska akcija Svita potekala v Črnomlju. Prvi namen je že to, da sploh predstavimo Svit, da ljudje vedo, kaj je Svit. To je državni program za presejanje in zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Pozornost pa ponavadi pritegnemo predvsem s tem našim modelom črevesja, kjer ljudem v bistvu poskušamo približati, kako nekako zgleda, če bi se sprehodili skozi črevo, kaj vse se lahko najde tam in predvsem na kaj biti pozorni oziroma ukrepati. Preventiva je namreč pri raku na debelem črevesu in danki, ki je tihi morilec prebivalcev Slovenije, zelo pomembna. Vsako leto zboli za to obliko raka okoli 1400 ljudi, okrog 700 pa jih zaradi te bolezni umre. Vse to pa bi lahko preprečili.
ta rak nastaja zelo počasi, to so leta in leta potrebna, da se razvije v kaj takega in z eno preprosto preiskavo, kot je kolonoskopija, lahko odstranimo polipe, še preden zrastejo v kaj rakavega in preprečimo nadaljnji razsoj. Tako da to je zelo pomembno, ne? Vendar se le 62% Slovencev med 50 in 69 letom starosti odzove povabilu svita. Čeprav res ni težko izpolniti podatke in po pošti poslati vzorce blata v priloženi embalaži in pisemski ovojnici. S tem, ko se tudi prebivalstvo stara, se pojavlja čezdalje več teh adenomov, več je tudi raka, več se ga tudi odkrije. Ampak moramo povedati, da s svitom imamo dobre izkušnje v tem, da karkoli odkrijemo, je ponavadi v zelo zgodnji fazi. Sigurno so tudi kakšni rakavi primeri, ampak kar pa je pa veliko v zgodnji fazi in to je pomembno. Mi tudi, ko odkrijemo, kaj si želimo, da je v zgodnji fazi in velikokrat je tako in to je fajn. Program Svit omogoča odkrivanje prikritih krvavitev v blatu in po potrebi še natančnejšo preiskavo črevesa, ki pojasni vzrok prikrite krvavitve in načrtuje takojšnjo učinkovito zdravljenje odkritih bolezenskih sprememb. Da bi lažje razumeli, kaj se dogaja v debelem črevesu, smo se tudi mi podali v njegovo notranjost in prisluhnili razlagi Svitove promotorke Ajde Upelj. Tako bi mogla izgledati naša sluznica, gladka, rožnata, brez kakšnih posebnih izrastkov. Tukaj pa že vidimo takoj en hemoroid, pri iztrebljanju pač pogosto pritiskamo, se izboči kakšna žila. Tako kot sem že prej povedala, ni nevarno, je pa boleče, predvsem neprijetno. Tukaj pa vidimo več izrastkov, lahko so različnih oblik, različnih velikosti, tamle pacljati polip, ploščati polipi. Zdravnik, če jih med kolonoskopijo najde, jih enostavno odščipne. To ne boli, ker sluznica ni oživčena, tako da pravzaprav bolniki niti ne vejo, da je zdravnik to odstranil. Se enostavno s tako zankico odstrani in je zadeva rešena. Potem tukaj pa vidite pa sluznica drugačne barve, ta je taka zrnata, temno rdeča, ta je tudi taka pisana. Tukaj pa prikazujemo dve kronični vnetni črevesni bolezni, ulcerozni kolitis pa Crohnovo bolezen. To je žal sta kronični, tako da nikoli ni čisto povsem v redu, se pa da s terapijo marsikrat izboljšati. Pride pa pogosto do kakšnih drisk, krvavo blato, bolečine, lahko tudi že pri mlajših. To pa ni pogojeno tako na starost. Od česa pa pride do teh kroničnih bolezni, ki ste jih pravkar omenili? Tle pa ne poznamo čisto vzroka, to je avtoimunsko dogajanje. Sigurno igra vlogo tudi hrana, predvsem pa geni, kaj se bo razvilo. To pa še ni vse. Tale obok, ki ga pa tukaj vidimo, je pa divertikal. To se zelo pogosto pojavlja pri starejših ljudeh. Seveda je pa tudi ta sedeči način življenja, ki ga imamo, hrana s premalo vlakninami, premalo tekočina, povzročajo nastanek tega. Problem je pa predvsem, ker blato, ko prihaja tukaj skozi, se lahko zagozdi za ta divertikal in če blato preveč časa zastaja, je to krasen način za kakšno vnetje. Zaradi tega je pomembno, da imamo tudi redno prebavo, da gremo dovolj pogosto na blato. Tukaj imamo prikaz družinske polipoze, to je dedna bolezen, ko imajo lahko že kot mladi ogromno polipov. Tle je žal problem to, ker ne moramo vseh nadzorovati, tako da to je treba potem zdraviti. Tukaj pa vidimo, tele polipi so pa že drugačni, ta je tak že malo zakrvavel, ta je tak pisan, razbrazdan. Tle pa rečemo, da je pa že prišlo do nekih sprememb, ampak so pa še vedno omejene samo na polip. Se pravi, zdravljenje je enako kot prej. Odščipne se ga in vidite, je v spodaj lepa sluznica. In je to rešeno. Ne želimo pa, da pride potem do tega, ker tukaj, to je pa že pravzaprav rak, ki je pa že na sluznici. Ni več omejen samo na polip, če zunaj lahko vidite, da sega tudi že na drugo stran. Tle je pa zdravljenje že težje. In nič več tako enostavno, dodaja Ajda. Če pa polipe odkrijemo in jih pravočasno odstranimo, to obliko raka lahko preprečimo. Človek ima lahko raka na debelem črevesu ali danki več let, preden se pojavijo resne zdravstvene težave. Takrat pa je za učinkovito zdravljenje lahko že prepozno. Program Svit pa omogoča, da to obliko raka odkrijemo dovolj zgodaj tudi pri ljudeh, ki še nimajo očitnih zdravstvenih težav. Da pa ne bi tokratni obzorni končali s tako resno temo, vas za konec vodimo še v dolino Kolpe. Na pohod po najjužnejši slovenski pešpoti od Damlja do Radencev.
Ta je bil letos resnično drugačen, saj so morali pohodniki na 12 km dolgi pešpoti premagati kar nekaj ovir. Ja, že drugačen zaradi tega, da smo cel teden čistili z motorkami 3 dni, 2 dni z laksrcami, zdaj pa še nadčloveške napore po skalah. Imamo tam doktorja, 83 let starega, se vlečejo, rezervna kolena imajo umetna, pa hodijo kar gori po klancih. Voda je čist na pešpoti, tako da res izredne razmere, ampak ljudje so vseeno navdušeni. Na koncu koncev celo ženske smo jahale drevesa, jahale skale, pa kaj ni to nekaj najlepšega, še bomo šli. Težavno, malo smo hodili res tako, ampak lepo. Nisem prvič na tem pohodu, ampak take atrakcije, ki letos še ni bilo. Ker je Kolpa zelo visoka, smo šli gor po bregu, rezultat je pa tukaj. Ja, ampak nič ne boli, zelo lepo. Voda je bruhala tudi iz kraške jame Kobiljača in preplavila pešpot. Na tem delu plezanje po skalah ni bilo mogoče, zato so pohodnike čez vodo vozili v traktorski prikolici. Kaj tasga pa še ne, no? Hudo? Da bi se morali s traktorjem peljati po Rke Špinača, no? Super, ja, nekaj na novo. Ste prvič? Ne, lansko let smo bila prvič, letos smo drugič. In je letos drugače? Zelo drugače, pestro je pač bolj. Takšen pohod je bil doživetje tudi za štirinožne pohodnike. Kaj skrbi še, bolj bi bila vesela, če bi lahko plavala. Kolpa, ki je v jutranjih urah naglo narasla in pokazala svojo moč, torej ni povzročila slabe volje med pohodniki. Zadovoljni pa so bili tudi organizatorji pohoda, ki so vložili veliko truda v njegovo izvedbo, pa tudi v ureditev pešpoti. Kljub temu, da inštitucije, ki bi mogli za to skrbeti, niso poskrbele, smo ljudem odprli to pot, da lahko celo poletje, to turistično sezono, spet hodijo, kolesarijo, s konji se hodi veliko. Mnogi se radi ustavijo tudi pri mlinu v Bregu, ki pa od lanske jeseni ne melje več. Ja, septembra, ko je oče zadnjič mlel, je hotel nekomu pokazati, kako to melje, se je tisto vreteno, ki poganja, zlomilo in pač tak mlin stoji zdaj. Zdaj upamo, da bomo ga obnovili. Namen smo imeli že to zimo, pa je bila dosti velika voda in precej snega, da nam je to ostalo za poletje. Potrudili se bomo, bi rekel, za lastno, iz lastnih zgibov, bi rekel, da se ohrani ta zadeva, da bi to zopet bilo za pokazati, drugače pa ekonomskega interesa za obnovo sigurno ni. Gre za najstarejši mlin na Kolpi, ki je še deloval in občasno mlel. Vsi drugi so že zdavnaj propadli. Pričakujem, da ti pristojniki so z občino na čelu, da bodo to naredili, da bo to lahko še zmeraj ta edini mlin na Kolpi mlel. Zaradi vremenskih razmer se sicer letošnja turistična sezona v dolini Kolpe še ni pričela, a Lindič je optimističen. Glede na to, da je bila zima huda, da bo tudi poletje vroče, to rabimo in se nimamo pa česa bati. Glede na rezervacije, ki prihajajo, bo sezona taka, kot je bila lani ali pa še boljša. Lani smo bili vsi zadovoljni sezono, razen tisti, ki so zaspali na svojih lovorikah, tisti malo jamrajo. Razlogov, da je turistov več, je veliko, pravi Lindič. Jaz mislim, da kar se tiče Radenc in Kolpske doline ali pa Poljanske doline v Kolpi, je največ turistov prinesla tista tabla, ki smo jo na cesti dali in tujci prihajajo za to Kolpi, prej se pa so mimo pelali na morje. Če sodimo po odlični udeležbi na letošnjem pohodu, Belokranjcev je bilo le peščica, bo turistična sezona res dobra. Če se le da, vsako leto pridem. Uživam v tem pogledu, letos je pa nekaj posebnega. Prav tako specialna kabina, ki na enem safariju je bil enkratno. Bomo še prišli. To je bilo vse v tokratnem Belokranjskem obzorniku, ki ga seveda končujemo s povabilom na Vinsko Vigret. Prihodnje 3 dni bodo vse poti vodile v Metliko, kjer bo pestro in živahno 3 dni in 3 noči. A več o tem v prihodnjem Belokranjskem obzorniku. Do takrat srečno!